odpravili konc poletja, začetek jeseni, na nek način tudi za vlado. V petek je bilo precej slišati o nekih prvih razmišljanjih glede zaupnice. Rekli ste, da bi bila celo smiselna. Kaj se je pravzaprav v pol leta spremenilo, da se zdaj iz marca ta rok seli nekoliko še na letošnje leto? No, sam teh razmišljanj o zaupnici ne bi komentiral, dokler se o tem ne izreče predsednica vlade. Odločitev je čisto njena, če se bo odločila, da želi na ta način utrditi večino v koaliciji, zagotoviti podporo za cel paket ukrepov vezanih na proračun, potem bi bilo to smiselno, ampak odločitev je njena. Se vam zdi, da so si stranke ta hip glede proračuna konkretno toliko vsak sebi, da bi bilo z tega vidika potrebno preveriti podporo? No, določena razhajanja so, ker imamo nekoliko različna programska izhodišča. Znano je, da Državljanska lista predvsem nasprotuje davkom, Desus ima spet svoje programske interese, vendar sem prepričan, da smo sposobni na koncu doseči nek kompromis. Ampak Karl Erjavec je že nekaj še dejal, če bi vendarle prišlo do nižanja pokojnin oziroma odvzema regresov, da bi v tem primeru Desus izstopil iz koalicije. Za vas regresi so opcija, ne? Ne bi komentiral konkretnih ukrepov, ker mislim, da je najbolj prav, da finančno ministrstvo pripravi cel paket vezan na državni proračun. Ključno je, da deficit spravimo na 3%, to je naša zaveza, to moramo narediti, potem se bomo pa o tem paketu pogovorili in sem prepričan, da bo dobil tudi podporo v parlamentu. Kako resna so trenja z Desusom, dejansko iz obeh strani slišimo o tem? Ne bi govoril o trenjih, mi se znotraj koalicije čisto dobro razumemo, imamo pa jasno določene programske razlike, ve se, kaj zagovarja Desus, ve se, da je Državljanska lista proti dvigovanju davkov, ampak to je normalno v vsaki koaliciji, na koncu se treba usesti in najti kompromis. Aktualna tema je še vedno tudi kadrovanje, glede na to, da Gašper Mišič dejansko je postal prvi človek Luke Koper. Moje mnenje o kadrovanju v gospodarstvu je sledeče. Politične stranke in lobiji se morajo iz tega umakniti. Uprava Soda in kasneje uprava SDH-ja mora tukaj dobiti polna pooblastila, s pokončno hrbtenico morajo sprejemati te odločitve brez vmešavanja strank in lobijev. Dokler podjetja ostajajo v državni roki, je to sploh realno? Jaz mislim, da je realno, ukolikor bi dala politika jasno sporočilo vodstvu Soda in kasneje SDH-ja, da ima tukaj proste roke in seveda tudi polno odgovornost, in seveda, da uprava Soda in kasneje SDH-ja tudi v resnici to odgovornost prevzame. Se pravi, da bodo strokovno, odgovorno in s pokončno hrbtenico zavračali vse strankarske in lobistične pritiske. Govorimo, tole je sprejemljivo oziroma higienično, da je samo Lozej hkrati nadzornik Soda in Kada, vemo, da je desna roka Zorana Jankovića in človek z visoko pozicijo v energetiki. Sam bi si želel v nadzornem svetu bodočega slovenskega državnega holdinga videti vrhunske strokovnjake brez kakršnega koli strankarskega pedigreja, se pravi strankarsko in tudi sicer neodvisne ljudi, ki nimajo kaj izgubiti razen dobrega imena, torej vrhunske strokovnjake. Prejšnji teden ste omenili možnost zamenjave nadzornikov Soda, kako daleč je debata o tem, ali bi se že danes lahko kaj dogovorili? Zaenkrat ne bi komentiral tega. Mogoče samo še to, glede proračuna, kdaj predvidoma pride v državni zbor? Oktobra najbrž. Oktobra, tako je. A lahko še komentar na dogajanje okrog Factor Bank? Ne, finančni minister in guverner komentirata, tako smo dogovorjeni. Hvala. Pa še bolj, ne? Hvala. Moram reči, da močno obžalujem poraz Slovenije proti Hrvaški, da sem mu kar težko noč zaradi tega, ker sem bil prepričan, da bomo zmagali. Ampak to je samo v košarki, a ne? Ja, v košarki, ja. Tako da obžalujem ta poraz, no. Gospod Erjavec, kdo bo zmagovalec debate o proračunu 2014? Govorili smo pred kakšno minuto z gospodom Virantom, je sam od sebe nekako navrgel probleme z Desusom. Češ, da imate različne koncepte in da zato ocenjuje zaupnico kot primerno v tem trenutku. Res je, ves čas je v zraku, da bi se ukinil regres za upokojence.
Vi poznate zelo jasno stališče stranke Desus, mi v to ne pristajamo. Tudi mene zavezuje tako sklep izvršnega odbora, kot tudi sveta stranke, da tukaj pač umika ni. Zato tudi sam ocenujem, če proračun 2014 bo vseboval ukinitev regresa za leto 2014 za vse tiste upokojence, ki prejemajo manj kot 622 evrov, potem je prav, da predsednica vlade veže predlog proračuna za leto 2014 s svojo zaupnico. Jaz moram reči, nekateri upokojenci me opozarjajo, da s tem regresom si naprimer priskrbijo kurjavo. In jaz mislim, da te krize mi ne moramo reševati ravno na tistih, ki nimajo pozimi za kurjavo. Po drugi strani pa vidimo, da ni noben problem reševati Faktor banko, Pro banko in še nekatere druge banke, dajati poroštva za to. Dajmo še kakšno poroštvo tudi za regres za upokojence, zlasti za tiste, ki res to nujno potrebujejo za to, da preživijo. Če pa država sploh prevrčuje na tej postavki? 90 milijonov evrov, poglejte, meni se zdi trapasto, da se pogovarjamo o tem. Je 90 milijonov evrov veliko, ampak moram reči, če pogledamo, kam so šle strašne milijarde, poglejte, kar se mene tiče in stranke Desus, tukaj ne bo umikal. Zdaj, če bi vlada hotela poseči v regres upokojencev in bi predsednica vlade to vezala, potem tudi na zaupnico, kako bi v tem primeru glasoval Desus? Proti proračunu za leto 2014. Ja, kaj pa prav o zaupnici? In proti zaupnici, ker mi, poglejte, mi ne moramo podpreti nekoga, ki vidi rešitev iz krize na takšen način, da jemlje tistim, ki nimajo pozimi za kurjavo, če sem zelo plastičen. Sicer pa ste zadnje čase nekako postali tesnejši zavezniki iz Zveze društev upokojencev, tudi gospa Kožuh Novakova je rekla, da od vas pričakuje, da boste šli glede regresov in morebitnega nižanja pokojnin na polno. Ja, na kateri točki je prišlo do tega preobrata? Mogoče v prejšnjem mandatu je bilo prav očitno, da ste nekako na nasprotnih bregovih. Poglejte, očitno vsi ugotavljamo, da je čas resen, da napovedi glede zniževanja pokojnin in ukinitve regresa so resne, tako da tudi v Zvezi društev upokojencev so videli, da potrebujejo političnega zaveznika. Stranka Desus je pravzaprav nastala na podlagi društev upokojencev. Ne nazadnje, jaz bi upozoril, da tudi sindikat se je oglasil pri stranki Desus. Veste, da pred časom smo imeli z gospodom Semoličem te pogovore in poglejte, tukaj se tudi sam kot Karel Erjavec ne morem umakniti. Jaz upam, da v koaliciji bo toliko treznosti in da se bo ta denar poiskal drugjet, ne pri upokojencih. Kot koalicijski partner opažate, kar se Alenke Bratušek tiče, tudi njene težave v razmerju do njene stranke, notranje probleme torej. Se vam zdi to težava? Poglejte, na te težave bo odgovoril Kongres Pozitivne Slovenije. Po tem kongresu bomo videli, kakšen je njen položaj v stranki in tudi kakšna je pravzaprav njena dejanska moč. Mogoče še na kadrovanje zdaj, kako realno je sploh zajeziti politično kadrovanje v podjetjih, dokler ostajajo v državni lasti? Poglejte, jaz ne vem, zakaj se želi zajeziti politično kadrovanje. Jaz vem, da se to čudno sliši, ampak politika bo vedno sodelovala pri kadrovanju, ker ne nazadnje politika tudi nosi odgovornost. Če ima na primer Telekom pa banke težave, potem se obračajo na vlado, na politiko, da ne rešuje te težave. Tudi Gašper Mišič, to ni rezultat političnega kadrovanja, to je rezultat lobističnega kadrovanja. In jaz mislim, da je treba to kadrovanje urediti tako, da bo transparentno, da se ve, kdo je koga postavil, da je ta oseba odgovorna in da tudi vlada ima možnost, da za tista podjetja, kjer na koncu ne nazadnje tudi nosi odgovornost, če zaidejo v težave, da ima nek vpliv. Moj predlog je, da bi ministri pristojni za posamezna področja imeli možnost, da dajo veto,
če se ugotovi, da neka oseba ni ustrezna v tem smislu, da bi lahko uspešno vodila neko državno podjetje. In to je čisto sprenevedanje, ko govorimo o neodvisnem, nepolitičnem kadrovanju. Kaj se potem zgodi, če ni politično kadrovanje? Potem pridejo lobisti, ki naredijo pač po svoje, ampak oni ne gredo na volitve, ne odgovarjajo za ničesar, ampak pospravljajo pa velike kupe denarja. Se vam ne zdi, da je tudi ta možnost veta lahko stvar zlorabe, če denimo neprimeren kandidat vendarle prihaja iz ministrove stranke? Poglejte, če je neprimeren kandidat, sploh ne more biti imenovan v upravo. Gospod Erjavec, ko smo bili ravno pri kadrovanju, se vam zdi, da so zadnji dogodki tudi z gospodom Mišičem nekako razgalili, to je nek prevladujoč komentar, Alenko Bratušek kot relativno šibko politično figuro. Delite to mnenje ali vendarle mislite, da ima neka teža? Poglejte, sam položaj predsednika vlade daje izjemno moč. Je pa vprašanje, koliko znaš to moč uporabljati za interese države. Kot rečeno, jaz ocenujem, da bo kongres Pozitivne Slovenije odgovoril na vprašanje, kakšna je njena realna moč. Lahko še samo komentirate te odločitve glede Factor banke pa Elektrobanke? Jaz zelo težko komentiram, ker nisem sodeloval na tej seji vlade, ampak kot so mene prepričevali, je to bilo nujno potrebno storiti. Pravijo, če tega poroštva ne bi bilo, da bi bila situacija še slabša, zlasti za varčevalce teh obeh bank. Toliko lahko komentiram to zadevo. Hvala. Pa še bolj, ne? Vsak dva stavka. Vprašanje se pa glasi. Kaj vse ste premljali? Kaj je bilo v resnici na sestanku? Glede kadrovskih vprašanj je dogovorjeno, tako kot sem že zjutraj rekel. Torej, uprava Sode ima polna pooblastila, da izbira člane nadzornih svetov, ni potrebno poslušati niti političnih strank, niti lobijev, niti kogarkoli drugega. Naj prevzame za to odgovornost in tako bo tudi v SDH-ju. Še enkrat ponovite tudi glede stanja v opoziciji, glede ukrepov, možnosti vezave zaupnice na proračun. Tega vprašanja v zvezi z zaupnico ne bi komentiral, to je stvar predsednice vlade. Ona je tista, ki se bo o tem odločila, odločitev je njena, če se bo tako odločila, potem se bo seveda vsaka stranka se odločila po svoje. Kako se gospodom Erjavcem prišla kaj bližje glede regresov in podobnih? Zelo v kratkem bo predsednica vlade skupaj s finančnim ministrom prišla z proračunom in z vsemi ukrepi, ki so na to vezani. Mislim, da je nujno, da v koaliciji dosežemo nek kompromis, da bo ta proračun sprejet. Cilj je pa jasen, deficit 3%. Kako sicer napreduje priprava proračuna? Roki se To pa vprašajte ministra za finance, po zagotovilih MF-ja napreduje. Glede na to, da bodo v prihodnjih mesecih v glavnem se začeli tudi prvi večji stroški za sanacijo bank, je mogoče tudi iz tega vidika malo težje prepričati Desus, da se odreče čemorkoli drugemu, glede na to, da bojo kar izdatki. Desusa ne bi komentiral, to mora gospoda Erjavca vprašati. Gospod Virant, glede na to, da ste odpirali kadrovske zadeve na koaliciji, je bilo govora tudi o možni rekonstrukciji vlade, ker slišimo iznotraj PS-ja so nekaj razmišljanja v to smer. Nič ni bilo. Nič ni bilo. Mogoče bi govorili tudi glede plačila odškodnin pri črnogradnjah in ali bo to zajeto tudi v nepremičninski davek? Kakšne so novosti glede tega davka? Ne, to ne bo zajeto v nepremičninski davek, je pa dogovor, da se problematika črnih gradenj uredi tako, da črnograditelji plačujejo posebno odškodnino. Bo pa to urejeno v prostorski zakonodaji, torej zakonodaji z področja Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Gospod Virant, pa še eno vprašanje, ki se veže na vas, ministra za zunanje zadeve. Sirija, naši novinarji so odzvani specifično, da se sprašujejo, kaj je z azilom za srpske politike. Imamo kvaliteten zakon o mednarodni zaščiti. Če bo šlo do prošnje za azil, bomo tako kot vedno do zdaj vsak postopek posebej obravnavali in zakonito odločili. Zemon Bajk. Kar v eno roko primem. En stavk. Porno, gospod Lukšič.